No, jaz bi mogoče pri tem izpostavila vse, kar je bilo pisano o mlečni maščobi in potem vse o tem, kako je dobro samo posneto mleko. To vse izhaja iz tega, da dejansko je mlečna maščoba sestavljena, oziroma da je 60% maščobnih kislin nasičenih v mlečni maščobi. Vendar to je gledano izolirano, ne v živilu takšnem, kot je. Če je dovolj aktivnosti, če je dovolj gibanja, potem mlečna maščoba ni težava. Kaj celo kažejo sedaj študije, kjer so zajete recimo veliko število ljudi, 1500, 2000 in več, epidemiološke študije, kažejo, da tisti, ki uživajo polnomastno mleko, so celo imajo manjše tveganje za obolenje srca in ožilja. Dejstvo je, da je pomembna količina. Če boste vi res popili liter mleka na dan, potem pa se potem usedli pa študirali, potem dejansko pijte posnetega ali pol posnetega. Če spijete en deciliter mleka na dan, potem pijte polnomastnega, zato ker je v maščobi veliko zdravju koristnih snovi. Kolikor prebiram, si je stroka zelo enotna, da pravzaprav bi športniki lahko z zelo pestro prehrano, pravilno prehrano zadostili potrebe, skoraj po vseh snoveh. No, in kje je mleko tukaj, kje ima vlogo mleko? Vlogo ima mleko zato, ker je zelo dobro za rehidracijo. V mleku ima 87% vode in samo 13% je suhe snovi. Ima beljakovine, ki so po treningih nujno potrebne za ponovno rekuperacijo teh. Kakšne so te beljakovine? Izjemno kakovostne, ker vsebujejo vse esencialne aminokisline in to v dobrem razmerju in imajo ogromno biološko vrednost. Mleko ima odlično mineralno sestavo, krasno razmerje med kalijem in natrijem, se pravi, da ima takšno pravzaprav sestavo mineralno kot tisti športni napitki za rehidriranje.